Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživa. O tem, kako se globoko sprostiti in preiti v stanje samohipnoze oziroma pasivne koncentracije. O tem bomo govorili tokrat. Se sliši zapleteno? Brez skrbi. Ni tako zelo, kot se sliši. Našteto namreč lahko dosežemo že v 6 korakih skozi tako imenovano metodo oziroma tehniko avtogenega treninga. Kako zakorakati torej v globoko sproščenost in kakšne so prednosti in blagodejnosti tega stanja, vam razkrijemo v pogovoru s psihologinjo in učiteljico čuječnosti. Dobrodošla, doktorica Sabina Prah. Živjo! Zdravo, hvala za povabilo. Zdravo. Kako ste, gospa Sabina? V bistvu zelo dobro, zadovoljna, srečna, ker sem trenutno v enem takem lepem obdobju, ko doživljam veliko lepih stvari, ki me napolnjujejo. Zato kar nekaj takšnih je pred menoj, tako da v bistvu kar dobro trenutno. Lepo. To je zelo spodbudno slišati. Že to deluje blagodejno, ne? Ja, jaz se kar poskušam zavestno fokusirati na to, kaj imam, kar je lepega v mojem življenju, ker je veliko tega in če je fokus tam, potem se tudi veliko bolj počutim, tako da se tega kar poslužujem tudi nama. Bravo. Gospa Sabina, pa kaj to imate že vi kaj prirojeno, to sposobnost, ali ste se mogli priučiti kot večina? Ja. Mislim, da smo evolucijsko kar vsi podobno narejeni, da je naš fokus bolj na negativnem. Človek je v predovnini preživel, če je bil fokusiran na morebitno nevarnost in je bil stalno naprežen v krču. Tako da se moramo kar zavestno potruditi pa iskati in fokusirati na te lepe stvari. Tako da vaja zame. To točno to. O konkretni vaji bomo tudi govorili danes, o tako imenovanem avtogenem treningu. Kot sem že v uvodu rekla, govorili bomo o tej metodi, ki jo je že pred leti razvil psihiater in nevrolog Šulc. Kot sem že tudi v uvodu omenila, nas tehnika popelje v globoko, zdaj dam tu poudarek, globoko sproščenost in v stanje pasivne koncentracije in samohipnoze. Pa dajva na začetku pojasniti, poudarila sem tudi v vseh opisih oziroma ko raziskuješ o tej metodi, je poudarek na globoki sproščenosti. Zakaj je pomembno, da dosežemo to stanje? Ja, v bistvu je to res ena fina tehnika, ki nas popelje tako zelo globoko v eno sproščenost, kar je v bistvu dan danes izjemnega pomena. To pa zato, ker če si malo pomagam s teorijo možganskega valovanja, bi začela s tem, da večino svojega budnega časa preživimo v tako imenovanem beta stanju. Takrat smo fokusirani, smo osredotočeni, smo aktivni. Včasih pa pride potem tudi kar veliko enih obremenitev in stresov, takrat pa potem že prestopimo v tisto gama stanje. In takrat to nam sicer koristi, v tem smislu, da lahko v kratkem času dobimo veliko energije, da se uspešno spopadamo z izzivi, ampak to pa hkrati tudi pomeni, da je takrat aktiviran naš simpatični živčni sistem. To pomeni, da naše srce hitro bije, dihamo plitko in hitro, naše mišice so napete, pripravljene na boj ali beg, kar je takrat sicer učinkovito. Dolgoročno pa to lahko postane težava, zato ker smo ljudje danes velikokrat prepogosto in predolgo v takšnem stanju. To začne namreč naše telo in naše zaloge izčrpavati in se lahko pojavi kakšna telesna bolezen ali pa duševna, anksioznost, depresija, celo izgorelost. Zato je tako zelo pomembno, da se potem čim večkrat vračamo nazaj v tisto bolj umirjeno, sproščeno stanje, ko je aktiviran naš parasimpatični živčni sistem. Tega pa aktiviramo na razne prijetne, sproščujoče načine, tako da gremo na sprehod v naravo ali pa da izvedemo kakšno konkretno tehniko sproščanja, recimo
dihalno vizualizacijo, meditacijo ali pa avtogeni trening. Zlasti učinkovito je, če imamo pa ob teh formalnih tehnikah sproščanja zaprte oči. Takrat nas popelje že v neko alfa stanje, to je stanje globlje sproščenosti, sicer smo še vedno osredotočeni, po drugi strani pa tudi bolj dojemljivi za nove informacije in za učenje. Tik preden, zdaj smo pa zvečer v spanec, pa pademo v tako imenovano teta stanje. Takrat smo pa še toliko bolj res zelo, zelo sproščeni, zelo, zelo dojemljivi za nove informacije, zelo sugestibilni in takrat je mogoče tudi idealna priložnost za kakšno meditacijo, avtogeni trening. Nekateri takrat tudi poslušajo kakšne posnetke tujega jezika ali pa se učijo odhod. Takrat res lahko izkoristimo maksimalno tisto polje direktnega vstopa v podzavest. Takrat, ko vnašamo neke informacije v tej globoki sproščenosti vase v svojo podzavest, te informacije bodo hitreje, bolj učinkovite in dolgotrajne ostale z nami. In na tak način potem lahko tudi spreminjamo svoje mišljenje in posledično tudi vedenje. Torej ja, to stanje globoke sproščenosti, ki ga nudi tudi avtogeni trening, ima velike potenciale za spremembo, rast, zdravljenje. No, ravno v naših podcastih smo se že večkrat skozi različne metode, ki smo jih predstavili, in različne strokovnjake, s katerimi smo se pogovarjali, govorili o različnih tehnikah oziroma metodah, kako vstopamo v podzavest, kot ste ravno kar vi omenili. Ena izmed načinov je torej tudi avtogeni trening, kjer gre za psihofizično sprostitev, torej dosežemo z avtosugestivnim vplivanjem na naše telo. Lahko razloživa, kaj to pomeni in zakaj recimo ta tehnika avtogenega treninga morda boljša ali pa učinkovitejša, ne vem, je ali ni od ostalih tehnik. Velikih poznamo vi tudi verjetno pri svojem delu. Ja, da imajo naše misli res izjemno močen, velik vpliv na nas, na naša čustva, na naše telesne občutke, na naše vedenje. Dokazuje zelo veliko raznih konceptov in preverjenih znanstvenih teorij, med drugimi tudi kognitivno-vedenska terapija. Ona temelji na tem, da naše misli vplivajo na to, kako se mi počutimo. Ne neka konkretna situacija, ki jo recimo doživimo, ampak naša interpretacija te situacije, kako mi to situacijo vidimo in doživimo. Recimo vedno povem ta primer, da če se na primer sprehajamo v gozdu in zaslišimo en šum, kaj nam gre takrat lahko čez glavo? Nekdo bo pomislil, da je mogoče kakšna kača in bo doživel intenziven strah, mogoče celo paniko, srce mu bo začelo razbijati, hiter bo dihal, se bo potil, mišice bodo napete v enem krču in najverjetneje bo zbežal stran ali pa saj želel se umakniti. Nekdo drug bo pa pomislil, kaj pa če je ptiček ali pa veverca, in bo doživel eno radovednost, eno pričakovanje, bo čutil eno prijetno vznemirjenost, ampak bo še vedno precej bolj sproščen kot tisti, ki si je razložil, da je tam lahko neka nevarnost v grmu. In se bo temu dražljaju poskušal približati. Torej, to je en tak dokaz, kako res naše misli vplivajo na naše telo, pa tudi čustva in vedenje. In to lahko potem uporabimo tudi pri raznih tehnikah sproščanja, pri katerih se lahko preko teh različnih kanalov dokopljamo do tega stanja sproščenosti. S kakšnimi vizualizacijami, meditacijami, imaginacijami gremo preko kognitivnega kanala. Torej bomo s svojimi mislimi, predstavami, lepimi slikami, ki si jih bomo predstavljali v mislih, prišli tudi do telesne umirjenosti in sproščenosti. Tudi naša čustva se bodo nekoliko polegla, umirila. Postopno mišično sproščanje gre preko telesnega sproščanja, ko se učimo napenjati in sproščati telesne mišice, predvsem razlikovati, kakšen je občutek v telesu, ko so mišice napete in kakšen, ko so sproščene. Da bomo tudi takrat, recimo, ko zaznamo, da smo napeti, lahko to uporabili sebi v prid in se sprostili. Ker velikokrat se nam recimo zgodi, da doživimo tekom dneva nek stresen dogodek, se zakrčimo
Potem pa gremo kar nevede naprej skozi dan v tem krču. Ampak gremo celo v tem krču spat in se potem zbudimo utrujeni, vse nas boli, ker nismo ozavestili, kaj se dogaja z našim telesom. Z vajo postopnega mišičnega sproščanja pa se naučimo opazovati telesne občutke in ko prepoznamo, da je tam ena napetost, sprostimo mišice. Ampak s tem, ko sprostimo mišice, pridemo tudi do ene sprostitve na mentalnem in čustvenem nivoju. Pri tehnikah dihanja spet s pomočjo globokega, trebušnega dihanja stimuliramo ta parasimpatični živčni sistem, ki naše telo umirja. Pri avtogenem treningu gre pa za to, da s pomočjo nekih sugestij, misli, sporočil, besed, gesel ustvarjamo sprostitev tudi na telesnem nivoju. Ustvarjamo neko asociacijo med geslom in med telesnim občutkom sproščenosti. Tako da, ja, in s to tehniko sicer pridemo lahko globlje, do ene globlje sproščenosti, ampak konec koncev pa vsaka od teh tehnik ponuja nekaj svojega in koristnega. In težko je reči, katera je boljša, katera je slabša, ker smo si tudi mi med seboj zelo različni, kar opažam tudi pri svojem delu. Nekomu zelo leži postopno mišično sproščanje, kar je zelo konkretno. Konkretno nekaj počnejo, stiskajo in sproščajo. Nekdo se bolj znajde v tem domišljijskem svetu in so mu blizu vizualizacije. Je pa res, da opažam, da je prav avtogeni trening, ki je med mojimi klienti zelo priljubljen, zelo zaželen. Rečejo, da zelo hiter in zelo globoko pridejo v tej sprostitvi. Zelo hitro se zelo globoko sprostijo. Všeč mi je tudi to, da na koncu lahko potem dodajo kakšno lastno geslo, ampak o tem bova tudi še v nadaljevanju kaj več povedali. Ja. Joj, sem že radovedna. Konkretno, jaz sem omenila, ker sem tudi prebrala, oziroma sem postopek prebrala, da gre v bistvu to, kot sem že rekla, se izvaja skozi 6 oziroma v 6 korakih. Zakaj? In v bistvu lahko malo povzamemo te korake. Zakaj ravno v 6? Ja, tale prej omenjen avtor Schulz se je ukvarjal s hipnozo že pred leti in je bil tudi radoveden, kaj se dogaja s posamezniki, ki so v tem globoko hipnotičnem stanju. In je ugotovil, da zaznavajo v telesu občutek teže, potem toplote, da je njihovo dihanje in bitje srca umerjeno in ritmično. In potem je prav ta izhodišče uporabil za oblikovanje tega svojega sistema avtogenega treninga. Torej, oblikoval je taka gesla, take sugestije, ki so povzemala to stanje posameznikov, ki so bili v tem hipnotičnem, globokem, sproščenem stanju. In zdaj sama tehnika se stoji iz 3 delov. Najprej zelo pomembno, da se pripravimo na samo tehniko. Ne moremo kar takoj iti na gesla. Pomembno je, da si res zavestno vzamemo prostor in čas za to. Ko nas ne bo nihče motil, ko bomo imeli res 10-15 minut časa zase, ko bomo se lahko udobno ali ulegli ali usedli, res moramo poskrbeti, da nam je udobno, da se počutimo varne, da se lahko sprostimo. Fajn je tudi, da nam je prijetno, toplo, da ni presvetlo, da je taka malo pridušena svetloba. In potem je zelo optimalno, da zapremo oči. Ravno zato, ker nas to potegne globlje, smo že potem v tistem alfa in naprej stanju. Naredimo mogoče lahko še kakšen globok vdih in izdih, da se res sprostimo. Potem pa lahko počasi preidemo na ta osrednji del, kjer ponavljamo v mislih, tako doživeto, z zaupanjem, z vero, to, kar govorimo, ta tako imenovana gesla. Ta gesla pa so: moje roke so težke, to si v mislih 6-krat ponovimo in poskušamo to v telesu tudi začutiti. In pri tem si lahko pomagamo, recimo, da si predstavljamo, da imamo v rokah en težek predmet, ki nas vleče navzdol, da čutimo to težo v rokah. Naslednjo geslo potem: moje roke so tople. In si lahko predstavljamo, kako roke potopimo
v eno prijetno, toplo vodo ali pa jih približamo ognju v ognjišču, naprimer. Potem je geslo, moje dihanje je merno in enakomerno. In potem še moje srce bije merno in enakomerno. Potem moj sončni pletež, to je tale točka v trebuhu, je prijetno topel. In pa še moje čelo je prijetno hladno. Vmes med temi 6 gesli pa si tudi vedno znova ponavljamo geslo povsem miren sem. Potem so še neke variante, ki dodajo tudi neko lastno geslo, ko pomislimo, kaj bi bilo pa tisto, kar bi mi v tem trenutku potrebovali ali pa želeli slišati. Glede na to, da smo se uspeli že zelo sprostiti tekom tega procesa, priti zelo globoko, je to ena tako odlična priložnost, da takrat pomislimo, katera bi bila mogoče res tista beseda ali pa misel, ki bi nam koristila. V smislu, sem dovolj, sem dobra, sem varna, sem vredna, vse bo okej. Ali pa karkoli drugega. V glavnem, takrat imamo to možnost, ta dostop tako globoko do teh svojih prepričanj, da jih lahko lažje, bolj nekritično, z manj analiziranja spreminjamo. In ko pa enkrat spremenimo svoje misli, se pa to odrazi tudi, kot sem že prej rekla, na našem počutju, telesnem nivoju in tudi vedenju. Torej, to je ta osrednji del avtogenega treninga. Zelo, zelo pomemben je pa tudi zaključek. Potem se v mislih vedno vrnemo v dogajanje in doživljanje tukaj in zdaj. Običajno si tudi rečemo, moji roki sta čvrsti, da se res vrnemo nazaj v telo, da začutimo to živost. Lahko tudi poskušamo ozavestiti tla pod nogami, stol pod seboj, spet globoko vdihnemo in izdihnemo in nujno odpremo oči. Ne želimo ostati v tistem stanju, zdaj se moramo res vrniti v dogajanje in doživljanje tukaj in zdaj. Čeprav je tam prijetno, marsikdo bi še kar malo se tam na polno, nekaj časa lahko ostanemo, ampak nujno pa se potem res vrnemo v tole stanje tukaj. To ste mi zadali 2 super iztočnici. Se pravi, nekak obratni postopek naredimo, da se vrnemo v tukaj in zdaj, ker sem vas ravno hotela vprašati, ker gre za avtosugestijo oziroma za samo hipnozo, marsikdo bi se ustrašil, bom znal se vrniti v budno stanje, ni skrbi. Ne, ni. Je pa ta dvom po eni strani čist razumljiv, ker so hipnozo velikokrat uporabljali v take manipulativne, neetične namene. Velikokrat mogoče lahko smo tudi na televiziji kaj takšnega videli, kako so res hipnotizeri posameznike pripravili do tega, da so naredili kaj nesprejemljivega ali pa sramotnega ali kaj podobnega. Ampak v resnici je lahko hipnoza zelo dobro, zelo močno orodje, če ga uporabimo sebi v prid, torej na en tak primeren, zdrav, konstruktiven način. Konec koncev je pa tudi hipnoza praktično vse, kar počnemo po eni strani. Zdaj, hipnozo doživljamo tudi sami v vsakdanjem življenju, pa se tega mogoče niti ne zavedamo. Torej, v tistih minutah preden zaspimo, smo v tem globoko sproščenem, zelo dojemljivem stanju. Potem, ko nas potegne v kakšno aktivnost tako zelo, da izgubimo občutek za prostor in čas, ko recimo gledamo ali televizijo ali nekaj ustvarjamo, nekaj počnemo. Po drugi strani je lahko hipnoza tudi to, sporočila, ki jih dobivamo iz okolja, iz reklam, od drugih nam pomembnih oseb. Predvsem pa so tudi sporočila, ki jih govorimo konstantno, sami sebi, pa se morda tega niti ne zavedamo. Tako mislim, da smo precej nekritični do svojih misli in do sporočil, ki jih sprejemamo in ponotranjamo. Včasih bi bilo fajn malo podvomiti v kakšne, predvsem pa jih večkrat preoblikovati v takšne, zaradi katerih se bomo dobro počutili. Če imamo recimo prepričanje, ko smo ga enkrat nekoč verjetno tekom odraščanja ponotranjili, da nismo dovolj, koliko bi bilo fajn, mogoče prav s pomočjo hipnoze uporabiti to priložnost, pa krepiti to zaupanje, sem dovolj, takšno kot sem dovolj. Ja, in kako se pa potem zdaj vrniti, kot ste rekli, res
preusmeriti pozornost na prostor, v katerem smo, v smislu, kje se zdaj nahajam, kje sedim, kakšen je občutek, ko tukaj sedim, malo premaknem prste na rokah, na nogah, premaknem roke in noge, lahko zakrožim z rameni, z glavo, se pretegnem, zavzeham, kar nam paše, v glavnem, da prebudimo telo, da ga vrnemo tam in pa predvsem, da odpremo oči. Ja. Zelo je varno, brez skrbi, ko se naučimo te tehnike. Ne? Tako. Rekli pa ste tudi, ker je to prijetno, ko enkrat to tehniko osvojiš in jo izvajaš, da bi kar ostal v tistem občutku tega blagodejnega miru, globoke sproščenosti, se mogoče igral z nekimi novimi sugestijami, nalagal na podzavest takimi, ki nas podpirajo. Ne? Kako dolgo, gospa Prah, pa je priporočeno, ne vem, biti v tem stanju, oziroma kako pogosto, v kakih ritualih časovnih izvajati to metodo? Ja. Zdaj, nek ideal bi bil, da bi metodo izvajali 2 meseca, vsak dan 2 do 3krat po 10 minut, recimo, približno. To je nek tak okviren ideal. To pomeni zjutraj, ko se zbudimo, mogoče se še sredi dneva in pa zvečer, preden zaspimo. In če to res izvajamo, tam 10-15 minut, in potem, če to izvajamo toliko časa in tako redno, pride res do močnih asociacij med našimi sugestijami, med našimi gesli in telesnimi občutki. To pomeni, da bi potem, recimo po 2 mesecih, že zelo, zelo, zelo hitro, mogoče v parih minutah ali pa celo sekundah že prišli do enega takega globokega občutka sproščenosti in bi to tudi imelo daljnosežne posledice. Tako da, ko se enkrat učimo kakšne tehnike sproščanja, se zelo splača določen čas vlagati energijo in čas v to tehniko in dati priložnost, ker nam potem res lahko veliko dobrega prinese. In tudi potem, če jo malo opustimo, je to tako globoko v nas zasidrano, da ko bomo naslednjič spet po mogoče daljšem času se srečali z njo, obnovili to izkušnjo, bomo zelo hitro spet dobesedno padali noter. Metoda nima zasluga. Kar povejte, kar rečete. Ja, mogoče se sliši veliko, ampak se po eni strani pa dovolj že vsaka minuta, ki jo namenimo zavestno temu, da bomo naredili nekaj dobrega zase, da bomo umeli, sprostili. Mogoče je ta še toliko bolj kompleksna, ker se priporoča, da bi res utrdili vsak posamezni korak, vsako posamezno geslo, da ga res ponavljamo toliko časa in toliko zavzeto, da se ta asociacija med geslom in telesnim občutkom res formira in utrdi, potem je fajn nadaljevati z novim. Pravi, ni zastonj v imenu te metode trening, beseda trening. Doslednost. Ja, točno tako, kot sta zdaj rekli. Gospa Sabina Prah, povejte mi, kdaj komu, do te metode se lahko nauči vsak, ki je pripravljen, odprt, oziroma so kakšne omejitve? Ja, lahko bi se je naučil vsak, ki bi dal priložnost. Zdaj pa ljudje zelo razlikujemo v tem, koliko smo dojemljivi ali pa odprti ali pa tudi sugestibilni. To je ena lastnost, v kateri se razlikujemo med seboj. Kakšen posameznik ima že vnaprej en tak odpor do tega in je odločen, da to pa ne bo poskusil, to pa ne deluje in ga je pa tudi težko voditi v bistvu ta proces, ali če sploh se odloči poskusiti, nekateri se sploh ne odločijo. Tisti, ki pa je odprt in da priložnost za neke nove izkušnje, ki mogoče to izvaja z nekom, ki mu zaupa, bo pa lažje sodeloval in se predal in sledil temu procesu in bo prišel do nekih rezultatov, ki mu bodo koristili. Je pa tukaj mogoče ena taka zanimiva vaja, kako preizkusimo, koliko smo sugestibilni, koliko smo dojemljivi. Recimo vaja z limono. Če bi recimo si predstavljali ali pa to naredili, da zapremo oči
in si predstavljamo, da imamo v roki eno okroglo, rumeno, lepo limono, ki jo potem razrežemo na rezine in jo približamo nosu in jo povohamo in nas preplavijo ti vonji in potem v njo zagrizemo in iztrkamo te sočne, kisle sokove. Potem pa odpremo oči in povprašamo ljudi, kaj so kaj doživeli. Velika večina bo rekla, da so že začutili eno izločanje sline v ustih. In takšni posamezniki torej so dojemljivi, so odprti za kaj takšnega, z njimi potem ni težav v takšni tehniki. Ali pa mogoče še ena vajica, spet posameznika prosimo, da zapre oči in iztegne roki, takole vodoravno pred seboj, pa si predstavlja, da drži v eni roki en težak predmet, recimo utež, z drugo roko pa za vrvico drži velik balon iz helija. In res poskuša začutiti v eni roki to težo vremena, v drugi pa kako mu balon vleče roko navzgor. In potem, ko odpre oči, velika večina spet vidi, oziroma tisti, ki so bolj sugestibilni, teh je pa malo več, vidi, da je ena roka višja kot druga. Je že torej vplival na telo, da je tista roka, ki je imela v roki utež, nižje kot roka, ki je držala balon iz helija. Tako da metoda primerna predvsem za tiste, ki so bolj dovzetni, sugestibilni po eni strani. Neverjetno, zdaj, ko ste tole tudi opisovali, pa ves čas, ko govorimo o tej metodi, mi nenehno ponavljamo skozi naše podcaste z našimi gosti, ponavljamo in ugotavljamo, da kako izjemno moč ima naš in kako mi to podcenjujemo in to, kako mi lahko z oblikovanjem oziroma z vplivanjem na kako se lahko spreminjamo življenja. Ja. Res neverjeten potencial je znotraj nas. In tudi jaz, recimo, ko posameznikom na obravnavah ali pa terapijah razlagam te osnove kognitivno-vedenjske terapije in tole razložim, pa kakšen tak primer pokažem, tako me gledajo po eni strani začudeni, po drugi strani pa tako opolnomočeni, kako lahko zdaj jaz to večkrat sebi v prid uporabim. In je res, koliko izjemen potencial imajo naše misli. Lahko si z njimi prikličemo težave in bolezni, lahko pa tudi ene prijetne občutke, zadovoljstvo, zdravje in tako naprej. No in ravno, ko smo že pri avtogenem treningu, tukaj nam res odpre to polje, da lažje vstopamo do teh globokih misli, teh prepričanj, jih spreminjamo, preoblikujemo tako, da nam koristijo, preoblikujemo zgodbo o sebi, ki si jo v bistvu konstantno ponavljamo, pa se morda tega niti ne zavedamo. Pa ne samo zgodbo o sebi, tudi o drugih, o svetu nasplošno. Res imajo izjemno moč naše misli. Fantastično in fascinantno, res. Gospa Sabina, kdo se ponavadi k vam zateče po pomoč oziroma komu bi vi priporočili to metodo, ne vem, s kakimi izzivi ali pa težavami, no? Ja, jaz najpogosteje delam z anksioznimi posamezniki in pa paničnimi napadi. In to bi bila recimo tudi ustrezna tehnika za zniževanje anksioznosti. Predvsem pa je avtogeni trening koristen takrat, kadar bi se posameznik rad razbremenil preobremenjenosti, stresa in potem s tem povezanimi simptomi, kot smo jih prej navedli, pospešeno bitje srca, visok krvni pritisk, posledica so lahko potem tudi razne bolečine in glavoboli, tukaj lahko tudi pomaga. Pri nespečnosti je učinkovita, ker nas toliko razbremeni, sprosti, da lažje zaspimo, je spanki bolj kvaliteten. Potem izboljša posledično tudi imunski sistem, ker je tale parasimpatikus, ki je odgovoren za regeneracijo in zdravljenje telesa, spet aktiviran. Konec koncev lahko pa s tem, ker na koncu še dodajamo lastna gesla,
vplivamo in na samopodobo, samozavest, spreminjamo neka prepričanja, ki so nas prej ovirala. In preoblikujemo sebi v prid. Taka podporna. Pa morda komu pa to ne bi svetovali te metode, so kakšne omejitve? Ne bi bila metoda primerna za posameznike, ki so v določenih okoliščinah ali pa stanjih, recimo, če smo v situacijah, ki zahtevajo našo polno pozornost in koncentracijo, recimo vozimo, upravljamo kakšne stroje, kuhamo, pazimo na otroke in podobno, takrat mora biti naš fokus pri tisti stvari, ki jo izvajamo. Za to tehniko je res priporočljivo, da jo izvedemo takrat, ko imamo prostor in čas, da se usmerimo drugam vase. Potem ne bi bila, odsvetuje se tudi pri posameznikih, ki so pod vplivom drog in alkohola ali pa doživljajo kakšne odtegnitvene simptome zaradi uživanja teh substanc, ali pa imajo slabši stik z realnostjo, v smislu, da imajo kakšne blodnje, psihoze, shizofrenijo, tudi epilepsijo, ali pa da jim je iz kakršnega koli razloga ali zdravnik ali pa strokovnjak duševnega zdravja to odsvetoval. Torej določeni posamezniki naj ne bi izvajali te tehnike ravno za tega, ker se gre tako zelo globoko, da se pa ne bi kakšne meje zabrisale. Pri običajnih posameznikih je pa to čisto okej in varna tehnika. Priporočljiva, pa taka zelo uporabna. Gospa Sabina, kak je pa kdaj oziroma kako je vas nagovorila ta tehnika, s čim vas je najbolj prepričala? Jaz sem se z njo srečala že tekom študija psihologije, pa potem na edukaciji s kognitivno-vedenjske terapije, ko smo mogli prav vsako tehniko, ki jo predstavimo svojim klientom, preizkusiti na lastni koži. In smo mogli tudi mi iti skozi ta proces in postopek in tudi jaz sem doživljala to, kar večina potem tudi mojih klientov ali pacientov, res hitro in globoko sproščenost, ki jo potem še kar nekaj časa čutim. Potem kasneje sem pa začela to tudi uporabljati na svojih skupinah za sproščanje. Vključila sem jo tudi v svojo knjigo o sproščanju Predihajmo stres, tako da jaz mislim, da je kar učinkovita in uporabna tehnika. Tudi zame. To smo vas hotela vprašati, še uporabljate? Sem pa tja občasno. Je pa res, da se jaz bolj najdem v tem svetu vizualizacij in imaginacij. Kot sem prej rekla, smo različni, mene bolj povleče v ta nek domišljijski svet. In kje je recimo taka tehnika, rekli ste vizualizacija, imaginacija, konkretno ta, ki je vam zelo blizu pa ljuba, če lahko malo o njej? Jaz se zelo rada vrnem v kakšen varni kraj, ki si ga predstavljam. Včasih v naravi, v gozdu, včasih v eni taki sobi, prijetni, varni, tako. In se tam res poskušam tako napolniti, sprostiti, povsem predati. Pomagam si pa vedno z aktivacijo raznih čutil. Pri vizualizaciji gre prav za to, da poskušam tisti prostor videti, čim bolj konkretno, čim bolj podrobno, ga mogoče celo slišati, mu prisluhniti, povonjati, tudi okušati, če se da, začutiti s kožo, torej se čim bolj uživeti v njega, da te res prevzame, pritegne, da se mu predaš in res prostiš v njemu. Potem si pa tudi sama rada ponovim kakšne afirmacije, kakšne spodbudna sporočila, da jih ponotranjam. Ko smo že ravno pri afirmacijah oziroma sugestijah, omenjali ste pri tej metodi, mi jih izgovarjamo v mislih, konkretno pri avtogenem treningu, ne na glas. A lahko na glas? Ali je to bolj učinkovito? Jaz mislim, da je mogoče bolj priporočljivo kot tih v mislih ravno za tega, ker smo tako zelo globoko, tako zelo vase zamaknjeni. Res malo se umaknemo iz tega okolja in prostora tukaj in zdaj navznoter, vase. In ravno z tega vidika je običajno kar samo v mislih. Saj že narava taka, da res, da ne moreš navzven zdaj delovati, ko se enkrat poglabljaš.
hvala, lepo, zelo nazorno, prijetno, razumljivo ste nam predstavili ta avtogeni trening in res kar ne morem verjeti, da že toliko let ga ljudje prakticirajo, ne? Ampak šele zdaj je res obdobje, ko se bolj, ko glasneje govorimo o vseh teh raznih tehnikah, ki nas podpirajo tudi, se pravi, mentalno, čustveno, duhovno, ne? Zdaj smo kar odprti in dojemljivi, ne? Je tak čas prelomen nekako. Ja, malo nas čisto trenutne življenjske okoliščine spet vabijo v to, da se spet vračamo nazaj k tem, po eni strani tudi do prvinskim pa tradicionalnim metodam, ne, kot so recimo razne meditacije in pa tudi čuječnost je recimo nekaj, kar je zadnja leta zelo popularna, nekaj zelo popularnega, v resnici pa obstaja že več kot 2000 let, ne. Torej je ta notranji svet bil od nekdaj zelo vabljiv in imel potencial, ki so ga zaznali že takrat in zdaj se nekako spet bolj poglobljeno vračamo nazaj k sebi. Kar se mi zdi čisto okej, ne, da znajdemo znotraj sebe tiste vere moči, da se lahko tudi umirimo, sprostimo, napolnimo s prijetnim. Tako. Se šele, ko nekako uravnovesimo svoj notranji svet, lahko optimalno delujemo, ne? Tako tudi v fizičnem, ne? In zelo ste rekli, poudarili ste, da pač gre za naš odnos do stvari. Stvari so takšne, kot so v življenju, gre za naš odnos do stvari. In mi zdaj uleti tale misel, da pekel oziroma nebesa niso kraj, ampak je stanje naše zavesti, ne? Všeč mi je. Ja, se ne bi mogla bolj strinjati, ampak zelo mi je všeč ta misel. Mene je tudi potegnila in jo lahko obe počrtamo. Jo bom vzela s sabo, hvala. Evo me veseli, da za eno tako popotnico, pa eno tako darilo našega podcasta, en tak preblisk, taka modrost. Gospa Sabina, zdaj pa dajva še za konec, vsakega svojega sogovornika vprašam, moto naših podcastov je vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Kaj vas v življenju navdihuje, kaj vam razpira krila? Vem, da imate 2 otročka, da ste jim predana mamica, da je verjetno to en vir navdiha, kaj pa še sicer? Ja, je res družina nekaj, kar me zelo napolni, sploh tele poletni skupni časi v naravi so res prekrasni. Drugače pa ravno meditacije, jaz uživam v njih, jaz jih tako rada poslušam, pišem, snemam, delim z drugimi, to je res ena taka moja strast in tako veliko veselje. Prav meditacija, ja. Zelo rada imam pa tudi lepe stvari, v smislu rada kaj lepega fotografiram, rada kaj napišem, naslikam, pogledam kakšne lepe dizajne, tako, ta lepota, estetika je nekaj, kar me zelo pritegne. Se tudi, omenili ste meditacijo in da uživate v večino raziskovanja. Vse to, kar ste vse omenili, iskanje lepega, to je vse neke vrste meditacija, ne? Ja, to se... Se strinjam. Tako, morda imamo, no da ko ste že ravno dali istočnico meditacija, pa se še malo zadrživa pri njej, če lahko. Zelo smo vsi pri meditacijo povezujemo z nekim strogim, ne vem, položajem, z nekimi omejenimi pogoji, kjer naj bi se izvajala. Pa ni čisto tako, ne? Ne. Je res, da ko se začnemo učiti posamezne tehnike, to priporočamo. Zato, da se lažje osredotočimo nase in se usmerimo vase, ko pa enkrat neko tehniko usvojimo, je pa idealno, če bi jo lahko uporabljali marsikje in marsikdaj. Recimo, tudi čuječnostna oblika meditacije. To lahko in bi bilo fajn, da bi tako tudi živeli, da bi bili prisotni pri tem, kar delamo, da bi bili v tem trenutku tukaj in zdaj in res začutili, kaj v tistem trenutku počnemo, doživljamo. Recimo meditacija je lahko konec koncev tudi prehranjevanje, a jaz si to hrano pripravim
tako prisotno, ali sem avtomatsko nekaj skrb zmečam in potem tudi vase. Ali jaz res hrano pogledam, jo povonjam, mogoče tudi jo poslušam, ne? Včasih bi bili presenečeni, kaj se lahko slišimo. Ja, jo okušam, kolikor se da jo res doživim. Ne, že to je lahko ena meditacija, res v polnosti doživeti sedanji trenutek. Praktično kjerkoli in kadarkoli, ne, razen v kakšnih tistih ekstremnih, ne, vožnja, pa to, kar so prej omenili, takrat je pa fajn, da smo tukaj in zdaj, da nas ne odnese v kakšne sanjarije in predstave. Ja. Hvala lepa za lep pogovor, hvala lepa za vse te dragocene informacije in hvala, ker ste bili moja zelo prijetna sogovornica. Vse dobro vam želim. Hvala tudi vam za prijeten pogovor in povabilo. Srečno. Srečno. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.